En, dva, tri. Lej, jaz bom za otroka, bom šel jaz. En, dva, tri. Cenjeni obiskovalci, drage obiskovalke, začeli bomo slavnostno akademijo, zato vljudno naprošamo, da izklopite svoje mobilne telefone in uživate v prireditvi.
kakor skala, kamen, kost. Trden most. Trden kakor skala, kamen, kost. Takega mostu si želimo tudi mi. Želimo si ga v sebi, da bi znali sami zase stati trdno in gotovo. Želimo si ga ob sebi, da bi znali tudi preko vir najti pot do drugega, ki nas podpira, čeprav morda z nasprotnega brega. Želimo si ga tkati med skupinami in ekipami ter tako ustvarjati še večjo skupnost, ki kljub svojim različnim nalogam najde skupne točke in podobnosti ter se zaveda, kako pomembna je taka rast. To vrednoto je od vedno negoval in prenašal na vse, ki so v različnih življenjskih obdobjih stopili skozenj, tudi naš zavod, ki danes praznuje god svojega zavetnika, svetega Stanislava. Kot vas velika večina gotovo že ve, nas v letošnjem šolskem letu vodi geslo Skupaj gradimo mostove in tudi nocoj mu bomo ostali zvesti. Lanskoletne niti mladosti in sonca želimo okrepiti, da bodo postale in ostale trden temelj, na katerem bomo lahko gradili naprej. Prvo nit tako podajava že vam, dragi obiskovalci, cenjene obiskovalke. V čast nama je, da bova ta večer lahko povezovala vas in vse tiste z različnih ustvarjalnih področji, ki so skupaj oblikovali nocojšnjo slavnostno akademijo. K pozdravni besedi pa vabiva direktorja zavoda svetega Stanislava, magistra Antona Česna. Spoštovani gosti nocojšnje slavnostne akademije ob godu svetega Stanislava, zavetnika našega zavoda. Prav lepo vas pozdravljam v imenu velike zavodske družine, otrok in vzgojiteljic vrtca Dobrega pastirja, učencev in učiteljev osnovne šole Alojzija Šuštarja ter glasbene šole, dijakov, profesorjev in vzgojiteljev Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma, študentov študentskega doma Janeza Frančiška Gnidovca, zaposlenih v tehničnih službah, čistilcev, vzdrževalcev, receptorjev, kuhinjskega osebja, duhovnikov in ravnateljev. Prav posebej prisrčno pozdravljam in smo veseli, da ste nocoj z nami predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca. Apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, monsignor Jean-Marie Špajh. Predstavniki diplomatskih veleposlaništev ter političnega in družbenega življenja, naši škofje Franc Šuštar, Alojz Uran ter posebej današnji slavljenec nadškof Stanislav Zore. Spoštovani gospod nadškof Stanislav, zbrani v tej dvorani vam voščimo vse najboljše in vam želimo veliko zdravja, blagoslova in modrosti pri vodenju nadškofije in podpori našemu zavodu. Sprejmite šopek zahvale, v katerega so vpete vse naše čestitke in dobre želje.
Pozdravljam tudi vse starše, sorodnike, prijatelje, nekdanje zavodarje ter alumne in dobrotnike našega zavoda, posebej darovalce v sklad za pomoč družinam. Hvala, ker podpirate naša skupna prizadevanja za dobro mladih. Posebej pozdravljam vas, maturantke in maturanti, ki ste spomladi uspešno in odlično opravili zrelostni izpit. Želimo vam obilo poguma na vaših nadaljnjih življenjskih poteh. Že vnaprej čestitam vsem, ki boste nocoj prejeli posebne pohvale. Pozdravljam tudi in se zahvaljujem letošnji govornici, alumni Alenki Potočnik, ki je obiskovala Škofijsko klasično gimnazijo in Jegličev dijaški dom in na nek način povezuje ta zavodski svet med včasih ločenimi enotami in hvala lepa, ker nam boš nocoj spregovorila. Letos praznujemo 5. obletnico vrtca Dobrega pastirja, naše najmlajše enote. Hvaležni smo, da nam naši najmlajši svojo spontanostjo, igrivostjo in radoživostjo pogosto prinašajo veselje in nasmeh. Poleg praznovanja smo hvaležni tudi za vse, kar smo v letošnjem letu doživeli, za vse uspehe na znanstvenem, športnem, umetniškem, glasbenem in drugih področjih, doma in v tujini, pa tudi za vse preizkušnje, v katerih smo mogli rasti, ter za vse, kar smo si vsak dan delili med seboj. Vodilo letošnjega leta Skupaj gradimo mostove nas želi spodbuditi, da bi pestrost in bogastvo med nami opazili, znali ceniti in se ob tem tudi sami učili. Ljudje se vedno srečujemo z drugimi, v srečanjih se oblikuje naš odnos do nas samih, do sebe, do drugih, do sveta in do Boga. Drugi je lahko moja priložnost, včasih pa se iz različnih razlogov človek zapira vase in okrog sebe gradi zidove. Ne le posamezniki, celotne družbe lahko sprejmejo odločitve, da bi zaprtost v svoj lastni svet pomenila njihovo rešitev. A zgodovina nas uči, da je prihodnost v sodelovanju, spoštovanju in iskanju vsega, kar nas povezuje. Graditi zidove je na prvi pogled mnogo lažje, kot graditi mostove. Zaprem se v svoj mali svet, kjer me nihče ne ogroža. Svoje talente in sposobnosti imam le zase ali za svoje dobro počutje in notranje zadovoljstvo. Drugi je stalna grožnja, ker bi moral z njim deliti čas, stvari, osebe. To lahko postane kot hiša, ki je zgrajena na pesku in se ob preizkušnji lahko poruši. Graditi mostove je že v naravi zahteven tehnološki postopek. Treba se je dobro pripraviti na gradnjo. Še bolj pa se je treba potruditi v medčloveških odnosih. Vsak od nas je namreč edinstven s svojim načrtom za življenje. Vsak človek nosi globoko v sebi skrivnostni prostor, kamrico, o kateri je čudovito pisal naš veliki pisatelj Ivan Cankar. V tej kamrici hrani vse, kar je najdragocenejšega in mu daje upanje in moč v življenju. Ta zaklenjena kamrica je vsakem izmed nas drugačna in zato smo si med seboj različni. Stalno se srečujemo z drugimi. Preko teh srečanj človek raste in odkriva vedno nove in lepe, še neodkrite svetove. V Zavodu svetega Stanislava se srečujemo zaposleni, starši, obiskovalci ter otroci in mladi, od vrtca do študentov. Veliko je oblik sodelovanja, podajanja rok in iskanja novih poti, ki bi vsakomur omogočile, da kar najbolj uresniči to, kar je vanj položil vsemogočni. Ne želimo ostati zaprti v svoj mali svet. Sodelovanje z drugimi nam omogoča, da si izmenjujemo dobrine, ki so nam skupne, da skupaj iščemo poti,
ki bodo v dobro vseh, ki bodo za našo skupno dobro prihodnost. Le en jezik nam pomaga graditi resnične mostove, jezik ljubezni. Dragi prijatelji, želim vam lep večer in prijetno počutje med nami. Nocojšnjo prireditev bodo oblikovale vse zavodske enote. Zasnovo in organizacijo pa je letos prevzel Jegličev dijaški dom. Posebej velja poudariti, da letos v zavodu praznujemo še en prav poseben jubilej, ki naj ga obeleži tudi ta akademija. Vrtec Dobrega pastirja praznuje svoj 5. rojstni dan, za kar mu v imenu vseh zavodskih enot iskreno čestitava. Kot se spodobi, bodo slavljenci tudi otvorili nocojšnji praznični večer in svoje drobne korake namerili čez mostiček.
za Ljubljanico, tam najde vse se, kar želi. Tam zgrije med cvetlicance julija var. Če si zaljubljen, če si mlad, a čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šoštarski most, čez Šoštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost čez Šoštarski most. V Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak, kar išče, tam vidite za večerjo, ko puna ti da. In maček cvička rdečega, in če z mačkom greš tam, lahko pomočiš glavo, robobodnjak. Čez Šoštarski most, čez Šoštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost čez Šoštarski most. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. V Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak, kar išče, tam za večerjo vitez, ko puna ti da. In maček cvička rdečega, in če z mačkom greš tam, lahko pomočiš glavo, robovodnjak. Čez Šoštarski most, čez Šoštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost čez Šoštarski most. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Iz malih plesalk so zrasle večje, drobne stopinje proti vrtcu so nadomestili daljši koraki v osnovno šolo, ter nato še bolj odločni in samozavestni v gimnazijo in dijaški ter študentski dom. S pomočjo družine, prijateljev, vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev in v resnici kar vseh, s katerimi se srečujemo, se učimo izbirati poti. Takšne in drugačne. Tudi tiste še povsem neprehojene, za katere se je težje odločiti, tudi če vemo, da so prave. Z vsako izbiro, še posebej pa s tisto težjo, rastem tudi jaz. Tudi ti, tudi on in ona. Toda res je, kar so zapeli osnovnošolci in otroci iz vrtca. Ta rast je lažja, če smo skupaj. Rast kot sopotnica za vse življenje, rast odgovorne in iskrene ljudi je poslanstvo vsake vzgojne ustanove. Ali kot je zapisano v viziji Zavoda svetega Stanislava, iz vere, upanja in ljubezni
v dialogu s svetom ustvarjati pogoje za celovito osebnostno rast posameznika v skupnosti, da bi živel v polnosti in sooblikoval boljši svet. Prav te vrednote so zgoščene tudi v geslu našega dijaškega doma. Jegličev dijaški dom. Moja rast, moja skupnost, moj dom. In avtorica tega gesla je nocojšnja slavnostna govornica, ki je svoje gimnazijske mostove gradila na Škofijski klasični gimnaziji, pa tudi v Jegličevem dijaškem domu. Svojo študijsko pot je nadaljevala na ljubljanski pravni fakulteti, kjer je tudi magistrirala. Z velikim veseljem, da je danes med nami, k besedi vabiva gospo Heleno Alenko Potočnik. Dober večer vsem, ki ste danes praznični. Pozdravljeni vsi, ki se veselite doseženih rezultatov. Vsi, ki ste ponosni, ker ste tvegali. In tisti, ki ste preprosto hvaležni za zavod svetega Stanislava. In naj bo pozdravljena tudi zemlja, kjer nam Bog korak je dal. Z vami bi rada delila delček svoje poti, nekaj trenutkov in srečanj, ki sem jih do danes znala ovrednotiti. Moja generacija, otroci rojeni leta 1991, smo prvič napolnili hodnike, učilnice, sobe te veličastne stavbe leta 2006. V spominu mi ostaja dogodek pri predmetu Vera in kultura v prvem letniku. Bil je pustni torek, našemljena sem bila v masko stripovskega junaka Obelixa, na urniku je bil test, za katerega se nisem učila, ker zakaj moramo pisati test ravno na pustni torek? Hkrati pa, kaj bi se pravzaprav učila, če je na naslovnici učbenika pisalo, kdo sem jaz? Na to sem vendar znala odgovoriti. Vprašanje se mi je zdelo smešno. Nisem se zavedala, da mi bo čez nekaj let na sprehodu po domačem gozdu zastal korak in se mi bo v mislih zastavilo prav to vprašanje. Tako, z velikimi tiskanimi črkami in brez odgovora. Oziroma z velikim vprašajem na koncu. Ko sem hodila po teh hodnikih, sem bila najstnica v polnem pomenu besede. Pomembna je bila zunanjost, dijaški in šolski ples, občasno prekršiti pravila. S pogledom nazaj opažam, da se je v meni, kljub na zunaj brezskrbnemu življenju, dogajalo marsikaj bolj pomembnega od naštetega. Zavod mi je omogočil, da sem vedno, kadar sem potrebovala nasvet, mir ali boj, našla za to primeren prostor, osebo, besedo, pesem. Tu mi v spominu ostajajo naključni trenutki samote in tišine v zavodski kapeli, zgled vzgojitelja Roka in pogovori z nočnim vzgojiteljem Mirkom. Hvaležna sem za to, da so mi bile trdno postavljene meje, znotraj katerih sem se lahko gibala in iskala svojo lastno pot. Občasno sem zato že zmogla prisluhniti notranjemu glasu, ki pa je bil takrat še tih in plašen. Šola mi je predstavljala izziv na moji umski poti in mi s tem omogočila spoznavanje svojih meja in hkrati sposobnosti. To ne pomeni, da ni bilo težkih trenutkov in nestrinjanj. Spominjam se zaključka 3. letnika. V tem letniku sem nekako že razumela, da je šola namenjena učenju in pridobivanju znanja, tako zame, za življenje. Zavedla sem se, da po gimnaziji nikoli več ne bom imela priložnosti spoznavati tako širokega spektra znanj na enem kraju, podanega strani strokovnjakov. Zato sem v tem letu vestno opravljala naloge in se učila.
Uspeh torej ne bi smel izostati. Na koncu pa sem bila pri enem predmetu med ocenama in profesorica me je v ponedeljek nenapovedano vprašala snov, ki so jo jemali prejšnji teden, ko me ni bilo, saj sem opravljala delo v Savudriji, in mi zaključila navzdol. Takrat je to zame predstavljalo veliko krivico. Danes se mi zdi majhna, skoraj nepomembna. A ob njej sem spoznala, da sadovi truda ne sledijo vedno neposredno opravljenemu delu, ker takšno je življenje. Krivice, napake, porazi pridejo. Ključno pa je, kaj, ko se končajo, mi vzamemo s seboj. Zavod je predstavljal na eni strani vadbeno igrišče, kjer sem se lahko na majhnih ovirah učila veščin za življenje, in na drugi strani varno okolje, ki je omogočalo, da me prepreke niso onesposobile in navdale z grenkobo, temveč z novo izkušnjo in zagonom za naprej, za nove podvige. Danes razumem, da sem to vato, v katero sem bila ovita in ki jo sami škofici, kdaj pa tudi javnost, večkrat očitamo zavodu, v tistem času potrebovala. Potrebovala sem jo zato, ker so se boji in pogovori dogajali v moji notranjosti in sem se jim zaradi trdnega in urejenega okolja lažje posvetila. Človek v mladih letih potrebuje stabilno okolje, znotraj katerega lahko ruši, besni ali pa miruje in se gleda v ogledalo. Če namreč zunanji pogoji niso urejeni, so naša duša, srce in razum osredotočeni na to, da najprej zagotovijo zunanjo urejenost in šele na to notranjo. Cilj je zagotovo urejena notranjost, ki ji sledi tudi urejena zunanja podoba. Ko je bil torej čas odhoda, sem se v sebi počutila močno in opremljeno za skok v novo poglavje svojega življenja. Za dragoceno popotnico sem dobila krog prijateljev, kot neka škofijska v malem. Krog ljudi, s katerimi me veže morje spominov na preživeta gimnazijska leta, hkrati pa tudi odprtost za globje pogovore, domačnost in če ne drugega, pozdrav na cesti. Na fakulteti in srečevanjem z ljudmi, idejami in argumenti so prišli novi izzivi, ovire in spoznanja. Izkusila sem za resnično načelo, ohranjaj red in red te bo ohranil. Učne navade, ki sem jih pridobila v domu, saj veste, učne ure od 4 do 7, no te so se naenkrat zdele majhen zalogaj koncentracije v primeri s potrebo učenja na fakulteti. A bile so osnova, na kateri sem lahko gradila. Enako velja za šport. Naučil me je preprostega pravila, da ko ne moreš več, je potrebno narediti še 2 vaji. Krepil je mojo trmo, ki se je v študijskem obdobju izkazala za uporabno sopotnico. Sledilo je spoznanje, da je občutek vsevednosti po koncu gimnazije in mature vrljiv, saj več ko veš, bolj se zavedaš, da spoznavaš le majhen delček mozaika in da celotnega ne moreš nikoli zaobjeti. V zavedanju lastne majhnosti in šibkosti si včasih želiš, da bi lahko šel nazaj, v preprostost nevednosti in neomejenega zaupanja. Zahrepeniš po otroških spominih. V srcu začenjaš razumeti verze Franceta Prešerna, ki si se jih v mlajših letih učil na pamet, ne zase, za profesorje. Deb ukažeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi v viharjev notranjih bi igrača. Postala sem utrujena
od svoje omejenosti, stremljenja po vedno več in vedno više, ter večnih vprašanj, ki mi jih je zastavljala družba in moj vsak dan. Kaj je dobro in kaj slabo? Kakšen je moj cilj? Zakaj jaz razmišljam drugače od drugih? Zakaj čutim, da je nekaj resnica, kar drugi razume kot laž? Kakšni so moji argumenti? In ne nazadnje na tistem jesenskem sprehodu, kdo sploh sem? V iskanju odgovora sem spoznala, da je potrebno zakriti si obraz in pasti na kolena, skloniti glavo, priznati poraz, pustiti bolečini, da izzveni, sprejeti trpljenje, pustiti, da se vse izlije v večnost, odpreti srce in z njim vse rane. Potrebna sta čas in tišina, počasi umirati sebi, narediti prostor za vsa vprašanja, sprejeti odgovor, ki se skriva v molku, sprejeti, da ni odgovora, spoznati, da razum ni vsemogočen, pokloniti se skrivnosti, zakriti si obraz in pasti na kolena, skloniti glavo, dvigniti roke in v kriku prositi usmiljenja. To spoznanje mi je odprlo novo dimenzijo mišljenja in hkrati postavilo drugačna merila za izbiro idealov, ki si jih želim posnemati. Veličina človeka je torej v tem, da se zna pokloniti skrivnosti in poklekniti pred svetim, da zna molčati, a hkrati spregovoriti na pravem mestu, biti ponižen in skromen. Na tej točki sem se začela vračati k koreninam, k izviru, hvaležna, da v svojem iskanju nisem porušila mostov do staršev, sestric, prijateljev, župnijske skupnosti in ne nazadnje do Boga. Za to majhno zrno vere sem hvaležna, zavodu, da ga je, ko je bilo majhno in ranljivo, varoval in hranil. In to se mi zdi tista glavna dodana vrednost zavoda, da zastavlja večna vprašanja, daje prostor za iskanje odgovorov in da njegovo delo nosi pečat Kristusa, zveličarja sveta. Dragi mladi, na srce vam torej polagam, bodite iskalci, bodite iskreni, najprej do sebe. Pustite si slišati notranji glas, ohranjajte ga čistega, dajte mu prostor za rast. Pot, po kateri stopate, bo zagotovo naporna, a že sama hoja vas bo, če ji boste dali priložnost, izpolnjevala. Verjamem, da vsi poznate zgodbo levjega kralja, Simba. Ko se zgodi stampedo in oče da življenje za svojega sina, je Simbova prva reakcija beg. Beg v puščavo, v pustinjo, v sušo, željo umreti. Pred čem je bežal Simba? Pred seboj, odgovornostjo, življenjem. Rešita ga dva nova prijatelja in kmalu začne popolnoma novo življenje. Brez skrbi, Hakuna Matata, z mislijo, da preteklost ne vpliva na prihodnost in njegova dejanja ne na sedanjost. Veliki smisel je le brezskrbno življenje. A njegov notranji glas se prebudi, začne iskati,
vračamo. Identiteta nam namreč pomaga pri sprejemanju vrednostnih odločitev. V grajenju in odkrivanju identitete posameznika vidim uspešno poslanstvo zavoda, vzgojo mladih talentov, ki z zavedanjem, kdo so, sooblikujejo sedanjost in prihodnost naše domovine in širše človeške skupnosti. Nekateri glasno in odločno kot blaženi Alojzij Grozde, večina pa verjamem vsak dan na svojem mestu v krogu življenja, kot mati, oče, redovnica, duhovnik, podjetnik, športnica, filozof, glasbenica. Vsi pa z lastnostmi, ki jih je Karel Nodje v času ilirskih provinc občudoval na krancih in jih Parižanom predstavil kot zmerne, pobožne, gostoljubne in delavne. Iskanje odgovora na vprašanje, kdo sem, je pravzaprav pot. Na njej me nagovarja in osrečuje. Veselje, ki daje moč poslušnosti. Ljubezen, ki presega meje čutnosti. Vztrajnost, ki kiti izzive vsakdanjosti. Prizemljenost, ki izvira iz poznanja preteklosti. Odrešenost, ki odpira pota prihodnosti. Svoboda, ki je počelo in vir rodovitnosti. Vera, ki išče pot k svetosti. Hvaležnost, ki prestavlja meje naših zmožnosti. In molitev, ki žene srce v hrepenenju po večnosti. Če sem kot najstnica sestavila geslo iz besed, moja rast, moja skupnost, moj dom, v zavesti, da to potrebujem in v želji, da to doživim, pa vas danes povabim k skrbnemu in iznajdljivemu delu za osebnostno rast z namenom, da za sočloveka postanemo skupnost in dom. Hvala lepa. Najmočnejši most, ki ne vodi le od človeka do človeka, od kraja do kraja, je most od srca do srca. Most ljubezni, česar se bodo v svojih točkah dotaknili tudi naslednji nastopajoči. Rad bi poudaril, da smo se letos načrtno odločili in k sodelovanju še posebej spodbudili tudi dijake Jegličevega dijaškega doma, ki ne obiskujejo škofijske klasične gimnazije. Hvaležni smo za ta most in škoda bi bilo, da ga ne bi pohvalili in izpostavili kot velike obogatitve. O sledečih nastopih je treba povedati, da sta nastali skladbi avtorski deli nastopajočih in njuni ustvarjalci vam, dragi poslušalci in poslušalke, z njima odpirajo tudi velik del sebe. Izrazito oseben, intimen tekst pa je za svoj nastop izbrala tudi Tišeja, ki bo interpretirala odlomek iz Puškinovega romana Jevgenij Onjegin in sicer Tatjanino pismo Onjeginu. JDD Band v prvi točki pa pravi takole. Kaj je to, kar te iz sanj zbudi, kar kaže ti, da nisi sam? Sledi povsod ti in še kam, te veseli, te žalosti. Prelepa je, to se vsakemu zdi, dokler ne odide kam drugam. A vsakič znova pride dan, ko se rodi in zaživi, kjer dva sta stkala jo iz sanj.
belem snegu sam korakam, prihod pomladi željno čakam, veselih dni spominjam se. Daj voda spet isti časi, lepši kot za zdaj. Kdaj Boga na samotni jasi, kako nekdaj. Kaj je to, kar te sanj zbudi, kar kaže ti, da nisi sam. Sledi posodi in še kam, nikdar ne odide, te ne izpusti. Prelepa je, to se vsakemu zdi, dokler odide kam drugam. A vsakič znova pride dan, ko se rodi in zaživi, kjer dva sta stkalajo iz sanj. Spominjam se, ko sva nekoč bila upanje še in pomlad, ko rekel sem imam te rad, zapel sem ti za lahko noč. Daj bodo spet isti časi, lepši kot so zdaj. Kdaj bova na samotni jasi, kako nekdaj. Kaj je to, kar te sanj zbudi, kar kaže ti, da nisi sam. Sedi posodi in še kam, nikdar ne odide, te ne izpusti. Prelepa je, to se vsakemu zdi, dokler odide kam drugam. A vsakič znova pride dan, ko se rodi in zaživi, kjer dva sta stkalajo iz sanj. Takrat bil radosten pretekla so vse trojke, zaradi imela so svoj raj. Za njim žalujem zdaj. Kaj je to, kar te sanj zbudi, kar kaže ti, da nisi sam. Sedi posodi in še kam, nikdar ne odide, te ne izpusti. Prelepa je, to se vsakemu zdi, dokler odide kam drugam. A vsakič znova pride dan, ko se rodi in zaživi, kjer raste stkalajo iz sanj. Sedaj vesel ni ne manj, ter opuščenje najmanj. Srce je moje hladno le. Saj tebe več ne bo nazaj.
jaz pišem vam. Je več mogoče? Ni s tem povedano že vse? Zdaj vaš pogled me kaznujoče s preziranjem lahko prezre. A če sočutje vaše hoče in vam je usode moje mar, ne zapustite me nikar. Molčati sprva sem hotela, prisegam, mojega sramu nikoli ne bi brali tu, če le bi upanje imela, da kdaj, na teden saj enkrat, prišli naš dom bi obiskat, da vdano bi vas poslušala, vam rekla kaj, pa dan in noč, le eno stvar premišljajoč, obiska novega čakala. A vi ste odljudni, tak gre glas in da vas dolgočasi vas, mi pa res, hiša kaj preprosta, radi sprejmemo vas gosta. Zakaj ste obiskali nas? V samoti vaškega življenja bi nikdar ne spoznala vas, ne tega bridkega trpljenja. Čas bi neskušeno tega nemera rešil me morda. Po srcu bi našla si koga in zvesta, skrbna bi soproga in dobra mati bi bila. Kdo drug? Ne, drugemu nikoli ne dala, nikdar bi srca. Pokorna sem najvišji volji, da tvoja sem je sklep Boga. Življenje vse mi je dajalo poroštvo snidenja s teboj. Nebo mi tebe je izbralo, da boš do groba varuh moj. Ti si že davno se mi sanjal, neviden si mi že bil drag, tvoj pogled me je begal blag, tvoj glas mi v duši odzvanjal. Ne, to ni bil privid srca. Saj sem te v hipu prepoznala, ko si prišel, vsa ustrepetala in rekla sem si, to je ta. Saj si mi šepetal tišino, govoril mi, ko sem skrivaj delila revni miloščino, ko dušno sem si bolečino z molitvijo blažila kdaj. Kaj nisem ta hip začutila, da ti si se, podoba mila, spreletel pred menoj v temi ter se prislonil mi k blazini? Kdo šepeta je v mesečini, hrabri me z upom, če ne ti? Kdo si? Moj angel varovanec ali prekanjen izkušnjavec? Odgovor naj mi jasno zda. Mogoče je vse to zabloda, privid preprostega srca in druga čaka ga usoda. Vseeno, tebi izročim usodo svojo zdaj za večno. Pred tabo reva se solzim in prosim te za varstvo srečno. Pomisli, da sem sama tu, da nerazumljena sem duša, da mi razsodnost že popušča in da pojdem brez besed po zlu. Jaz čakam te. En sam prijazen pogled naj srcu uprižge ali pa sanje naj razdre zaslužena mi tvoja kazen. Končam. Prebrati me je sram, kak strah je zame v tem pisanju. A vaš ponos in čast poznam. Pogumno se zanesem nanjo.
več ne padaj, na dno ne padaj, predolgo že zidaš ta most. In vsaka beseda gre preč, ker sem lačen si besed, ki so odveč, ne rabiš več. Ne rabiš vedno, in ko pade vse, poruši se, ne stavite, na cilju moraš biti, in če lačen ali sit, no na cilju, ko je svit, no. Ta most mora biti. Vedno manj, vedno manj, upanje v tretji most, drugega podre mentaliteta, prvi skrhana, sploh ga ne začne. Zato pa pade vse, ja poruši se, ne stavite, ja na cilju moraš biti, ne zmaga ne postane ti limit, zdaj spusti svoj ščit. Ta most mora biti, samo toča mi pada izpod kapa, rako moja senca več ne pada, zdaj v blišču beda smeje se, riše spod napadec pogubljenje. In pa pade vse, poruši se, ne stavite, na cilju moraš biti, ne zmaga ne postane ti limit, zdaj spusti svoj ščit. Ta most mora biti. Čeprav pade vse, poruši se, a ne ustavite. Na cilju moraš biti, naj zmaga ne postane ti limit. Tako so prepevali naši mladi glasbeniki o podobni vztrajnosti, zaupanju kljub padcem in neuspehom na poti, bi verjetno lahko spregovoril vsak izmed nas. Eden od ciljev, ki si ga verjetno zastavljajo devetošolci, je uspešno končana devetletka in vpis na želeno srednjo šolo. Nekateri osnovnošolci pa so pot do tega cilja prepletli s številnimi odličnimi šolskimi dosežki in so se izkazali tako v osebnostnem razvoju kot z dobrimi medosebnimi odnosi. Ti devetošolci so vpisani v zlato knjigo Osnovne šole Alojzija Šuštarja. Prosim gospo ravnateljico Nušo Pohlin Švarcbartelj, da čestita nagrajenim devetošolcem. V zlato knjigo so vpisani: Miha Osredkar je bil spoštljiv, prizadeven in odgovoren učenec. Ohranil je vedoželjnost, bil uspešen na številnih tekmovanjih in vsa leta odličen. Zala Vintar je bila spoštljiva, zanesljiva učenka in je odgovorno opravljala zadane naloge. Bila je odlična na šolskem področju in številnih tekmovanjih. Anton Žabkar
Je dosegal izjemne dosežke na različnih tekmovanjih in imel vsa leta odličen uspeh. Klara Demšar je bila odgovorna in zanesljiva učenka. Prevzemala je pobude, bila je uspešna na številnih tekmovanjih in je bila vsa leta odlična učenka. Lucija Jeretina je bila vzorna učenka z odličnim uspehom, dobronamerna, vedno pripravljena pomagati in spoštljiva do vseh. Ana Sever je bila povezovalna, prodorna učenka in je znala navduševati druge. Bila je uspešna na številnih tekmovanjih in vsa leta odlična učenka. Hvala, gospe ravnateljici. Verjetno je prav trdna povezanost, prijateljsko in ustvarjalno druženje na poti eden ključnih razlogov, da so devetošolci uspešno stopili preko mostu v srednjo šolo in da so tudi vsi naši lanskoletni maturanti uspešno prišli do gimnazijskega cilja. Prosim gospoda direktorja, magistra Antona Česna, da podeli javne pohvale dijakom, ki so na maturi dosegli odličen uspeh. Javno pohvalo prejmejo Janez Mohar, Gaj Kušar, Žan Kogovšek, Martin Rode, Jera Jug Globočnik, Peter Kokal Anja Meglen, in Špela Plevel. Hvala gospodu direktorju. Dijaki, ki so bili odlični vsa 4 leta šolanja na Škofijski klasični gimnaziji in so z odliko opravili tudi maturo, pa so vpisani v zlato knjigo Škofijske klasične gimnazije in bodo nocoj prijeli posebno priznanje iz rok ljubljanskega nadškofa. Prosim gospoda nadškofa, monsinjorja Stanislava Zoreta, da tem maturantom podeli častne listine. Častno listino prejmejo Gloria Ema Glas, Jerneja Koren, Bor Prezelj, Maša Štihec, Ana Šubic, Hana Zelič, Vita Jenko, Eva Pogačar, Neža Kecelj, Nika Knez, Benjamin Poljanc, Ana Julija Prešeren, Ana Šrader, Anja Tršek, Jerca Uranič, Iva Bevc, Barbara Čižman, Žana Antonija Mlakar,
Hanna Šturm, Anja Šuštar-Finžgar, Matej Urbančič, Eva Vene, Tinkara Čadež, Iza Čebulj, Simon Golob, Lucija Stopar, Klara Uršič, Miha Vernik, Pija Kelvišar, Vida Kravanja, in Špela Napotnik. Hvala gospodu Načkofu. Številni dijaki so na svoji gimnazijski poti odkrivali pomembnost celostnega razvoja, širine duha in lepote medsebojnih odnosov. Zato so poleg dijakov, ki so prijeli častno listino iz rok gospoda Načkofa, v Zlato knjigo Škofijske klasične gimnazije vpisani tudi dijaki, ki so svojimi dosežki in ustvarjalnostjo na različnih področjih še posebej sooblikovali podobo naše šole in zavoda. Prosim gospoda ravnatelja Simona Feštanja, da čestita nagrajenim dijakom. V Zlato knjigo Škofijske klasične gimnazije so vpisani Nik Smerkolj za ustvarjalno in intelektualno sooblikovanje podobe Škofijske klasične gimnazije in širjenje ugleda šole. Lucija Stopar za predano sooblikovanje duhovne podobe Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma, za nesebično pomoč drugim ter za zgled vestnosti in skromnosti. Timotej Cviren za izjemne dosežke na različnih multimedijskih natečajih in širjenje ugleda šole. Mana Križnar za prispevek k oblikovanju celostne kulturne, športne in duhovne podobe Škofijske klasične gimnazije ter za ustvarjanje pozitivnega vzdušja na šoli.
Dekliški zbor Svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije za vrhunske nastope na turneji po Severni Ameriki in za zastopanje Slovenije in Evrope na 60. nacionalni konferenci ameriških dirigentov v Kansas Cityju. Uradni del našega nocojšnjega druženja smo tako pripeljali k koncu. Iskreno se vam zahvaljujeva za obisk in vas vabiva, da se še ne odpravite domov, temveč se ustavite na prigrizku v jedilnici osnovne šole Alojzija Šuštarja. Posebno povabilo velja tudi vsem alumnom Škofijske klasične gimnazije. Za vas je v dvorani Matije Tomca organizirano prijateljsko druženje. Na tem mestu bi želela le še spomniti na prostovoljne prispevke, namenjene skladu za pomoč družinam, ki pomaga pri šolanju dijakom in učencem iz socialno šibkih družin. Na voljo pa sta tudi letošnji zbornik Megaron in zgoščenka ljudskih pesmi Vrtca dobrega pastirja, ki so jo ustvarili otroci s svojimi vzgojiteljicami ob prazničnem jubileju. Želiva vam, da boste še naprej vztrajni in pogumni graditelji mostov. Še posebej tistih, ki jih je v svoji misli opisal slovenski duhovnik, pesnik in pisatelj France Sodja. Največji dobrotniki človeštva niso tisti, ki grade mostove čez reke in prekope. Največji dobrotniki so tisti, ki grade mostove od srca do srca, od duše do duše. Lahko noč.